Sliko smo se vrnili v Koper, pogoji za igro so danes fantastični. Mislim, da lahko pričakujemo lepo tekmo, pa čeprav na zadnjih medsebojnih srečanjih Kopra in Brava ni padalo prav veliko zadetkov. Zgolj 4 doseženi goli na zadnjih 5 medsebojnih obračunih, recimo. Tu lahko znal biti problem za Koper, zdaj je lepa dvojna kombinacija, naprej gre Pavlović. Božek Vancaš, dober je v igri 1-1, pred njim je Jakšič. Tudi Španrenk mu prihaja na pomoč, žoga pa za Pavlovića. Pavlović v kazenski prostor, tole dobra podaja, brani Orbanić, pa strel v kotnika, ki še poizkuša ostati pri zidu 0-0. Udarec iz kota. Nova priložnost za Koper in gol! Koper vodi z 1-0, 26. minuta srečanja. Kanarčki prihajajo do vodstva, Ivan Novoselec je strelec. Drugi gol Hrvata v letošnji sezoni, njegov 5. v prvi slovenski nogometni ligi. Orbanić je odlično posredoval pred kakšno minuto, tokrat je bil prekratek in Koper torej vodi z 1-0. Ivan Novoselec je odlično skočil. Kambić prodira, dobro, Luka Kambić pred vrata. Nova priložnost za Koper, toda na mestu Matija Orbanić. Izključitev, David Vlakus Bosil je izključen. Na vides ni delovalo hudo, ampak Alen Bubek je ocenil, da je to situacija za drugi rumeni karton. Znova je prekršek napravil nad Mittendorferjem. Je pa potrebno vendarle poudariti, da so delnice Ljubljančanov resnično nizke. Božek Vancaš preigrava. Lepo Božek Vancaš. Božek Vancaš v kazenski prostor. Dobil je znak Kramarić. Martin Kramarić da prek vrat. Izmenjujejo torej na polovici nasprotnika, zdaj pa do žoge Kramarić. Ampak težko je pričakovati, da bo imel dovolj energije za takšen prodor. Tu je Očieng. Očieng strelja. Zadev je Očieng, to da dvignjena zastavica. Že napravil salto Očieng, ampak stranski sodnik je ohladil razgretega Očienga. Nogometaši Brava dosegli vsaj en gol. Tu je Korea, dobra akcija Kopra, Božek Vancaš, to da brani Orbanić. Zoran Zeljković, čestitke za 3. zaporedno zmago. Suvereno ste tekmo pripeljali do konca, ste v popolnosti zadovoljni s predstavo ali bi si morda želeli, da bi 3 točke že prej spravili pod streho? Ja, normalno bi si želel, da bi že prej rešili tekmo, ampak skozi govorim, da je najtežje dati gol. Tako, kot ste rekli, šli smo dobro v tekmo, ne glede na vse, tudi ko so imeli oni vse igralce, mislim, da smo mi kontrolirali, napadali, šli dobro v tekmo, upam sam, da ni razlog to, ker sem jim pač rekel, da imamo dvojne premije, moram jim samo še reči, da je prvi. Tako da, ampak zadovoljen sem. Ta teden bo za vas prihajajoči teden bo za vas zelo naporen, najprej gostovanje v Kidričevem, potem še tekma v Ljudskem vrtu, ampak verjetno je zdaj toliko laže, ker ste po slabem uvodu to koledarsko leto zdaj nanizali vendarle zmage in prišli nekako na stara pota. Ja, res je 3. zaporedna zmaga, 3-0, neka dobra osnova, končno smo zmagali tudi pred svojimi navijači. 7 tekem do konca, 7 final, borili se bomo do zadnjega toma in verjamem, da bomo prišli v Evropo. Aleš Arnold, po izključitvi se je vaša taktika nekako sesula v črepinje. Kakšen je bil nekako načrt po rdečem kartonu? Kako ste želeli priti do izenačenja? Ja, jaz mislim, da se ni razsula, niti slučajno. Mi smo seveda vedeli, da drug polčas celoten ne moramo z igralcem manj napadati in loviti zaostanka. Zato smo želeli, da tekma poteka počas, v prvih 25 minut, tak je bil plan. Koprčani niso bili prevečkrat nevarni, se pravi smo še vedno zaostajali z 1-0, na kar smo vzeli tistih 20 minut, ker smo pa želeli prevzeti več rizika. Riziko bi bil prevelik od začetka napadati brez glavo, ker bi lahko hitro prejeli gol in se potem nemogoče vrniti.
tako da smo v bistvu v redu zadržali. Kar se tiče drugega polčasa, jim lahko čestitam, nismo zgubili glave, dokaj kvalitetno zapirali prostore, ne dovolili nasprotnika, ki je izgubil veliko žog in nam dovolil, smo bili pa v protinapadu malo premalo nevarni, razen zadnjih 10 minutah, kjer smo ustvarili te situacije, ki smo jih. Ivan Novoselec, čestitke za zadetek in za zmago. Ali verjamete, da po slabem uvodu, da ste zdaj vendarle prišli nazaj v tisto staro dobro formo? Pa da, trebalo nam je jedno vrijeme da se posložimo. Evo, napokon smo dočekali pobjedu na domaćem terenu. Ostalo je još mjesec i pol dana do kraja prvenstva. Svi znamo šta je cilj, to je izboriti Europu, ali idemo utakmicu po utakmicu. Evo, već za 3 dana igramo kup u Kidričnom protiv Aluminija, tako da ovo što prije zaboraviti, nema previše veselja, moramo se dobro pripremiti za ovaj kup i tako korak po korak. Matija Orbanič, zdi se, da je tekma nekako prelomila izključitev Flakusa Bosilja. Kakšna je bila recimo vaša taktika po rdečem kartonu, kako ste želeli priti do izenačenja? Pa prvi polčas kad smo prejeli rdeči karton, smo si dogovorili da ne primemo zadetak do prvega polčasa, do konca prvega polčasa. Potom smo se zmenili v drugem polčasu da stopimo nižje, da nam Kopar ne da še kakšen gol, pa proti koncu tekme da poskušamo s nekim presingom gor prisiliti ih na paku in potem zadeti, ampak nam nije žalost uspelo.